Simpatičen mlad par iz Maribora si je v stanovanju, ki meri zgolj 40 kvadratnih metrov, uredil prijeten dom. Skrbno izbrano opremo s starinskim pridihom ter umetniškimi slikami sta Aljoša in Klavdija v stanovanje privabila toplino in domačnost. Psihologi poudarjajo, da si prvi vtis o človeku ustvarimo v prvih 5 sekundah srečanja. Pri ogledu stanovanja za prvi vtis potrebujemo približno minuto in pol. Da se odločimo za nakup nepremičnine, pa porabimo v povprečju 25 minut časa. Aljoša, vaše stanovanje, v katerem živite skupaj s punco, meri 40 kvadratnih metrov. Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste se odločili ravno za to stanovanje in ne za kakšno drugo? Kljub temu, da je stanovanje staro več kot 50 let, sem se za nakup stanovanja odločil zato, ker je lokacija stanovanjskega bloka krasna. Prav tako je lega stanovanja super, stanovanje leži v prvem nadstropju, orientirano je na vzhod in jug, tako da imamo v stanovanju veliko dragocene svetlobe. Tudi lepo ohranjen parket, ribja kost in dobra razporeditev prostorov sta prepričala lastnika v nakup stanovanja. Pred vselitvijo sta v predsobi porušila steno in majhno kamrico. Tako sta hodnik povezala z bivalnim prostorom, stanovanje pa je postalo svetlejše in bolj prostorno. Gradbenim posegom in beljenju sten je sledilo opremljanje z velikimi kuhinjskimi elementi in vgradno omaro v spalnici. Pri mladem paru bi pričakovala moderno pohištvo, vi pa ste se odločili za klasiko in temu dodali še vintage opremo. Na tak način ste nekako poskrbeli za bolj umirjeno noto v stanovanju. Ja, res je. V bistvu sem imel prejšnjo stanovanje, ki je bilo veliko bolj moderno, z modernimi slikami, močnih barv. Problem nastane, da v bistvu čez nekaj časa v takem stanovanju pogrešaš ravno to domačnost in toplino. Tako da sva se za Klavdijo tukaj odločila za eno smernico in sicer, da stanovanje ravno to postane domačo, dom, da je v bistvu mirno. Tako da sva izbrala veliko lesenih kosov, toplih barv, starega pohištva in mislim, da nam je uspelo. Nato smo začeli z preprogami, kosi pohištva, kamnito mizo, stoli, z črnimi elementi in na koncu zaključili z zlatimi detajli. Prav tako veliko detajlov je iz medenine, tako da je na koncu nastala ena povezana celota. Aljoša veliko časa namenja iskanju vintage opreme, ki jo kupuje na bolšjih sejmih v Sloveniji in tujini. To je ena stvar, v kateri uživam, tako da počasi nabiram kose in jih kasneje vključim v opremljanje stanovanja. Klavdija, vi ste grafična oblikovalka. Se mi zdi, da ste zaradi tega tudi bili bolj drzni pri uporabi stenskih barv. Res je, v bistvu kot grafična oblikovalka sem vsak dan v stiku z barvami. Zato sva z Aljošo bila tudi nekoliko bolj drzna in sva izbrala za dnevni prostor olivno-zeleno barvo, ki v bistvu zelena barva psihološko pomirja in hkrati super harmonira z sivo barvo, ki jo imamo v kuhinji. Za spalni prostor sva izbrala pudrasto roza barvo, saj deluje zelo sproščujoče in v bistvu olajša spanje. V vsakem prostoru sva izbrala samo eno steno, ki sva jo obarvala. V bistvu sva naredila kot nek eye catcher. Tole steno, ki sva tudi okrasila z slikami. Ostale stene sva pustila nevtralne, bele, da v bistvu narediva vtis te stene še močnejši. Ste pa poskrbeli tudi za beli rob okrog te barve? Tako je, v bistvu namerno sva pustila bel rob okoli vseh barvnih sten, saj sva s tem dobila občutek višine, hkrati pa se izogneš problemu, če v bistvu stene niso čisto ravne in s tem belim robom ohraniš v bistvu tale prostornost in ravne ploskve. Hkrati sva potem tudi izbrala bele robove v bistvu pri parketu, s čimer sva hkrati dobila nek bel okvir okoli teh barvnih sten. Stene vašega doma krasijo čudovite umetnine, televizije pa ne vidimo nikjer. Televizijo tudi imamo, ampak je skrita v vgradni omari. Je pa res, da sva raje zapravila denar za slike, ker se mi zdijo, da slike dajo prostoru tisto
pravo vrednost. Namensko za ta prostor sem izbral tudi 2 sliki slikarja Petra Bevsa. Gre za krasnega gospoda, ki ga tudi poznam. In v bistvu, ko stopiš v njegov atelje, čutiš tako pozitivno energijo, mirnost in želel sem v bistvu to energijo prenesti tudi v najin prostor. Odkot vaše veselje do teh starih predmetov, glede na to, da ste mlad? Ja, mislim, da sem to veselje dobil od svojih staršev, od očeta in mame. Tudi ona dva uživata v teh stvareh, to sta mi privzgojila, tako da z to ljubeznijo nadaljujem in v bistvu uživam v iskanju teh kosov in ustvarjanju lepega ambienta. Imate tudi veliko starega porcelana, ali to uporabljate ali ga imate samo za okras v stanovanju? Gre za dekor, ki ima tudi svojo funkcijo, tako da ga tudi uporabljamo. Zdi se mi v redu, da se taki kosi zbirajo, ker imajo svojo vrednost in svojo vrednost tudi ohranjajo. Tako da si želim, da bi vedno več ljudi spoznalo, da imajo nekatere stare stvari celo večjo vrednost kot pa nove. In v bistvu imamo v Sloveniji veliko srečo, ker takšne stvari lahko dobimo danes pri nas še vedno po ugodnih cenah. Tega si v tujini več vsak ne more privoščiti. Tako da mi je hudo, da še danes kdo meče stran kakšne stare stole kralja oziroma recimo stare meble, lestence, ker v bistvu v tujini eni z temi stvarmi že noro služijo.